Pozdravljeni, sem Roberto Gregorčič iz Oštarije Dolenjske Toplice. Danes smo se zbrali tu zato, da se pogovarjamo o mesu in higieni pri uporabi mesa in pravzaprav najbolj pomembni zadevi, da upoštevamo temperaturne režime. Temperaturni režim, ko kupujemo v trgovinah, so te vitrine za meso ponavadi na 4-5 stopinj Celzija. In zato, ko kupujete v trgovini, kupujte meso čim bolj na zadnje in da ga doma čim hitreje spravimo na hladno in če se le da, da ga spravimo na temperaturo, ki ne presega 5 stopinj Celzija. Sama higiena pri pripravi mesa je izredno pomembna, zaradi tega, da ne kontaminiramo živila. Danes smo tukaj pripravili 3 kose mesa. Imamo sicer goveje meso, izbrane kakovosti. Mi v Oštariji vedno skrbimo, da imamo meso znanega porekla. Danes smo pripravili 3 vrste mesa, najbolj pogoste, kot jih naši uporabniki poznajo. In sicer goveje stegno, goveji hrbet ali ramstek in govejo pljučno. Če se vrnem na goveje stegno, tako iz njega napravimo ponavadi golaž ali ragu. Ko ga uporabimo, kakor ga bomo mi danes dali in ga odrežemo te, recimo, da slabše dele pravzaprav tega stegna, da ga obrežemo, ga bomo dali v juho. Ostale dele bom zrezal na manjše kocke in bom kasneje pripravil iz tega goveji ragu, recimo z jurčki. Ramstek, moram priznati, da je absolutno najbolj priljubljen kos mesa. Sedaj ga bomo tudi spekli, jaz sem že pripravil ponev, evo ti. Tako. In zdaj ga bomo veselo odrezali in kasneje tudi sprobali. Ramstek probamo odrezati širše kose, zaradi tega, ker ga bomo pekli na medium oziroma srednje pečenje. Mi se bomo danes pogovarjali, oziroma vam bom predstavil 3, in to je sicer rare, oziroma po naše angleško pečenje, medium, oziroma po naše srednje pečene, in well done, oziroma prepečeno. To pomeni, da je središčna temperatura mesa pri angleškem pečenju nekje 47 stopinj Celzija, pri medium pečenju je nekje 57 stopinj Celzija, 62 stopinj je pa well done oziroma prepečeno. Zdaj bomo meso posolili. Vzel sem piransko grobo sol, poprali. Dodajmo bomo malo rožmarinčka. In sedaj ga bomo postavili na razgreto maščobo. Jaz sem uporabil tukaj za olje, maso bomo dodali pa kasneje. Evo ti, mislim, da zdaj pa že bo počasa. Evo ti, super. Tukaj pri tem pečenju je zelo pomembno to, da pravzaprav ne začnemo, da mora biti neka temperatura, spet ne sme biti pa previsoka temperatura. Mi ga bomo, tako kot smo rekli, ga bomo spekli medium in se bo počasi peklo. Sedaj ramstek upekam še po vseh straneh. Pripravljali bomo zrezek čisto na tur in na koncu mu bomo dodali še zraven maslo. Evo ti.
Evo ti, ramstek imamo načeloma pečen. Rekli smo, da bo pečen medium. Medium pomeni nekje med 55 in 57 stopinj središčne temperature. Evo ti. To je to, da je on lepo noter rožnat. Zdaj ga bomo mi narezali na čist preprost način, temu rečejo Italijani tagliata, da bomo pravzaprav probali kakovost tega mesa. Zdaj, ena zadeva je, mi smo ga že prej solili, lahko ga ne bi prej solili in ga bi solili samo zdaj na koncu z grobo soljo. Ga pokapamo z olivnim oljem. Popopramo z grobo mleti. Zraven lahko dodamo še malo masla in absolutno pa še zraven gorčico. Dodali bomo še vseeno malo svežega rožmarina. Evo ti. In na tak način lahko presenetimo naše goste oziroma naše najdražje. Dober tek! In sedaj imamo najbolj plemeniti del kosa govedine in to je sicer goveja pljuča. Ostala nam je najlepši del, katero bom tale repni del tudi odrezal za, recimo, iz tega bom pripravil tatarski biftek. Iz tega spodnjega dela repa bomo pripravili, recimo da, medaljone. In z tega širšega dela pljučne bomo pripravili pa, recimo, biftke. Že po sami strukturi je pač pljučna cenjena izredno zaradi njene mehkobe. Zdaj bomo nabrusili nože in se lotili razreza piščanca. Piščanček, najbolj priljubljeni del je absolutno so piščančja prsa. Tukajle, ko vidite tole črtico, je v bistvu hrustanček, kost, katero potegnemo po njemu. Evo ti. In dobili smo piščančje prsi. Zdaj lahko kožo pustimo, mi jo bomo odstranili. Zaradi tega, da dobimo tak piščančji file, ki veliko ljudi pač ne mara kože, ima preznev prestozo, kakor ste navajen v trgovini. Evo ti. Kolbico bi dal za ocvret. Iz tega dela mesa nad hrbtiščem gor kračice bi pa absolutno uporabil za, recimo, rižoto. Najbolj prenese daljši način priprave in ohranja sočnost. In zdaj smo pripravili 3-4 vrste koščkov mesa iz piščanca, ki jih lahko uporabljamo na različne načine. Najbolj priljubljeni so seveda prse, ki jih lahko seveda tudi ocvremo, ampak največ se uporabljajo pravzaprav za piščančje stejke. Drugi del, hrbtni del oziroma od bedrc gor, ta temni del piščanca je super za rižote, raguje in seveda bedrca oziroma perutničke, katere v poletnem času večinoma uporabljamo za žar, v zimskem času pa oboje uporabljamo za cvrtje. Pregreha, ampak dobra pregreha.